V Sloveniji so v ponedeljek ob 4587 testih okužbo na koronavirus potrdili pri 1176 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 25,64% testiranih. V Sloveniji je trenutno aktivnih 22.896 primerov okužbe. Sicer pa se v bolnišnicah nahaja 925 ljudi, 164 jih je na intenzivni enoti, doslej jih je umrlo 412. V Posavju je na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh potrjenih 683 primerov, medtem ko je slovensko povprečje v tem obdobju 1092. Kot je na novinarski konferenci povedal vladni govorec za COVID-19, število okužb narašča, a rast pa ni več tako strma. V zadnjem tednu se je rast močno upočasnila, dosegla svoj vrh in se počasi spušča. Kot je razvidno iz podatkov in tudi iz grafa, so se razmere v zadnjem tednu oktobra kar nekoliko popravile. Okužb je manj, tako v absolutnem številu, pa tudi delež okuženih med vsemi testiranimi je opazno padel. To je vsekakor spodbuden podatek, ki nas opogumlja v našem vztrajanju pri doslednem spoštovanju in izvajanju ukrepov, a velja ob tem poudariti, da je to zgolj eden izmed indikatorjev, na podlagi katerega lahko bolje razumemo trenutne epidemiološke razmere. Ne smemo namreč zanemariti, da je navodilo Ministrstva za zdravje vplivalo na način testiranja, zato moramo vsa spoznanja jemati tudi z vso potrebno rezervo. Drugi indikator, ki je v tem trenutku bolj pomemben in je ključen, pa je število postelj, ki jih imajo za obolele za COVID-19 še na voljo oziroma zasedene naše bolnišnice. Da se število obolelih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, povečuje in se bo še naprej povečevalo še dalj časa, na naših novinarskih konferencah opozarjajo zdravniki iz različnih koncev Slovenije. Zato razmeram v vseh COVID bolnišnicah vsak dan namenjamo vso potrebno pozornost.